Najprej, razmišljanje o članstvu v NATO. Zdaj smo kot država 7. leto polnopravna članica NATO in gledano v celoti verjamem, da smo lahko z doseženim zadovoljni. Zadovoljni smo lahko z našo vključenostjo, s stopnjo naše integriranosti v sistem zavezništva in tudi z ravnijo izpolnjevanja naših obveznosti v okviru zavezništva. Kajti vedeti moramo, da je vsako zavezništvo v prvi vrsti stvar obveznosti in kot takega smo ga razumeli, ne nujno vsi od samega začetka, ampak danes je to razumevanje dovolj dobro utrjeno. Če pogledamo nekoliko nazaj v čas našega včlanjevanja v NATO in posebej vprašanja, ki smo jih obravnavali v nacionalni strategiji Republike Slovenije za vstop v NATO, ki je bila sprejeta leta 1998 in pogledamo po glavnih točkah te strategije, kaj smo pričakovali in kje smo danes, verjamem, da nam ta primerjava ponudi naslednjo sliko. Ključnega pomena za naša pričakovanja je bilo to, da smo od vključenosti v NATO pričakovali zagotovitev dolgoročnega, stabilnega, mednarodnega politično-varnostnega okolja, takega, ki bo s svojo stabilnostjo, svojo zagotovitvijo varnosti omogočal naš vsestranski družbeni razvoj. Verjamem, da smo v tem pogledu lahko zadovoljni, da smo to dosegli in da se je tudi NATO afirmiral v tem času kot zavezništvo, ki zagotavlja varnost na tak način, kot smo si to želeli. Verjamem, da se je NATO v tem času tudi razvil v sistem, ki je presegel nekdanje ozke definicije obrambne zveze, ki je bila seveda potrebna zaradi sovjetske nevarnosti in zaradi stanja v hladni vojni. Danes to ni več le obrambna zveza klasičnega tipa, ampak je obrambni sistem, ki opravlja širše funkcije in ki je z zadnjim lizbonskim vrhom novembra lani definiral tudi izhodišča za nove odnose z Rusko federacijo kot državo, ki predstavlja državo naslednico, na nek način pa tudi kontinuiteto nekdanje Sovjetske zveze. Vendar je to drugačna država, s katero je treba iskati nove oblike sodelovanja in verjamem, da je NATO tudi v tem pogledu na dobri poti. Se pravi, kot okvir stabilnih mednarodnih razmer, v katerih Slovenija želi zagotavljati svojo varnost, se je NATO afirmiral dobro. Drugič, pričakovali smo, da nam bo članstvo v NATO zagotovilo višjo stopnjo nacionalne varnosti. In verjamem, da če pogledamo z tega stališča, da pridemo do enakega zaključka. NATO nam to zagotavlja. Seveda, lahko bi rekli, da bi se dalo tako stopnjo nacionalne varnosti doseči tudi po drugih poteh, vendar mislim, da bi tak odgovor zahteval nekaj več analize in ni nujno, da bi prišli do istega zaključka. Nadalje, tretje pričakovanje, ki smo ga imeli v tistem času, je bila to, da bomo v okviru NATO zagotovili, vzpostavili soodgovornost in soodločanje o varnostnih vprašanjih in izzivih v Evropi, kot tudi soodgovornost in soodločanje pri reševanju problemov kriznih območij v Evropi. Ta soodgovornost in soodločanje je pomembna in tu bomo morali v prihodnje opraviti nekaj več analiz in stalno skrbeti za to, da bomo dobro razumeli, ali smo na ustrezen način aktivni v okviru NATO. Verjamem, da imamo tudi v tem pogledu nekatere dobre rezultate. Imamo dobre rezultate seveda s vsem, kar zadeva našo vključenost v NATO-ve operacije. Imamo dobre rezultate tudi v smislu vsega, kar zadeva politično opredeljevanje NATO v razmerju do Balkana, do našega neposrednega sosedstva, ki je za našo varnost posebej pomembno sosedstvo. In verjamem, da lahko to rečemo tudi, ko gre za odnose med NATO-om in Rusijo. Verjamem tudi to, da je v odnosih med NATO-om in Rusijo prišlo do določenih pozitivnih premikov, da je Slovenija v ta proces razmeroma pravilno vključena in da bi lahko v tem okviru nadalje definirali nekatere podrobnejše naloge za prihodnje.
Seveda, definicija teh nalog in naše mesto v njih ni odvisna prvenstveno od nas. To moramo razumeti. Vendar neka določena vloga v tem okviru je mogoča. Mi smo imeli tudi v letošnjem letu, v letu 2011, nekaj zanimivih kontaktov na različne teme, tudi take, ki se nas neposredno ne tičejo v smislu nalog in konkretnih ukrepov, kot je vprašanje odnosov med NATO in Rusijo glede protiraketne obrambe. In verjamem, da lahko v teh pogledih z določeno, rekel bi, subtilnostjo, realizmom in občutkom za potencial, ki ga Slovenija predstavlja kot država z določeno geografsko lokacijo in država z določeno stopnjo resnosti in zanesljivosti v okviru NATO in v mednarodnih odnosih širše, z vsem tem potencialom lahko odigravamo neko vlogo pri soodločanju v okviru NATO, ki jo moramo razviti še naprej. Pričakovali smo nadalje, da nam bo članstvo v NATO okrepilo naš ugled in pogajalsko moč Slovenije. Tudi v tem pogledu verjamem, da nam je članstvo v NATO to prineslo in da smo to v razmerju do različnih držav, tudi v našem sosedstvu, afirmirali. Ti odnosi se ne vidijo direktno in to niso odnosi, ki bi bili, rekel bi, izraženi tako, da je na prvi pogled vsakomur jasno. Ampak vedeti moramo, da smo v zadnjem obdobju uspeli narediti nekatere pomembne premike v razmerju do sosedov in ni odveč spomniti, da bi verjetno take premike teže dosegli, če ne bi bili v NATO. Govorim ne samo o naših odnosih s Hrvaško, ki so krenili na boljšo pot, govorim tudi o izboljševanju, stalnem izboljševanju naših odnosov z Italijo, tudi z Avstrijo, ki seveda ni članica NATO, vendar upošteva to stopnjo resnega angažmaja, ki ga Slovenija v NATO izkazuje in na ta način posredno nam članstvo v NATO pomaga tudi v razvoju sosedskih odnosov z Avstrijo in seveda tudi z Madžarsko kot partnersko državo v okviru zavezništva, s katero razvijamo različne oblike sodelovanja. Verjamem skratka, da nam je tu članstvo v NATO pomagalo. No, in seveda, pričakovanje, ki smo ga tudi izrazili v tistem času, da nam bo utrdilo status države kot države z nizko stopnjo poslovnega tveganja, je danes izpostavljeno novim izzivom. Jasno, da poslovnega tveganja, kakršnega prinaša negotov varnostni položaj v Sloveniji ni. In dober varnostni položaj je postal nekako samoumevna sestavina slovenske stabilnosti in tega, da poslovnega tveganja naš varnostni položaj ne povzroča. Jasno pa je, da so poslovna tveganja pri nas drugačna in imajo poreklo drugje. Tako da o tem bi bilo vredno razpravljati posebej in verjetno nepovezano s položajem naše države kot članice NATO.